Spoštovani, spoštovane, nadaljujemo z današnjim posvetom oziroma interno konferenco, kot se temu danes pravi. Interno zato, ker nas ne posluša ChatGPT, verjetno, in ne spremlja, o čem se pogovarjamo, tako si vsaj mislimo, verjetno. Saj imamo vsi s sabo telefone in druge naprave, prek katerih lahko dostopamo kadarkoli do orodij umetne inteligence. Naslednje predavanje ima naslov Priporočila za odgovorno rabo orodij umetne inteligence. Sicer na prosojnici niso omenjena odgovorna, ampak meni se zdi ta beseda odgovornost kar pomembna, tako da gotovo bo tudi sestavni del tega predavanja. In sicer na ZRC SAZU. O tej temi pa bo spregovoril Blaž Komac z Geografskega inštituta Antona Melika. Prosim. Hvala lepa. Predstavil bom v nekaj slikah in besedah razmišljanje in rezultate tega razmišljanja, do katerih smo prišli v komisiji, ki jo je imenoval direktor ZRC SAZU, prav na to temo, ki je tema današnje konference. Začenjam pa s sliko, ki jo je generirala ali generiral umetna inteligenca, in sicer sem prosil, naredi mi sliko, ki predstavlja umetno inteligenco, in rezultat je ta črno-bela podoba, ki jo vidite. Torej, kot smo nekako zaznali na ZRC SAZU, bi rekel, pred približno pol leta, nekako na formalni ravni, smo se začeli s tem ukvarjati, smo zaznali, da ti novi sistemi prinašajo zelo velike spremembe, hkrati na eni strani velike razvojne možnosti, po drugi strani pa predstavljajo tudi izzive, kaj ti sistemi, kot smo danes že slišali, omogočajo ne samo izdelavo besedil, ampak tudi generiranje slik, pregledovanje znanstvene literature oziroma obdelavo ogromnih količin podatkov, in na ta način so zelo povečale pravzaprav tudi naše raziskovalne zmogljivosti. In nekako teza v izhodišču našega razmisleka je bila, da bodo te spremembe zelo močno vplivale ne samo na rezultate našega dela, ampak pravzaprav preoblikovale jedro znanstvenega procesa, se pravi vplivale tudi na razmislek, ki je v ozadju znanosti, se pravi na znanost samo, in pravzaprav ne znamo še reči, v katero smer bo to šlo. Lahko pa z uporabo članka, ki ga je že Mimi prej citirala, nekako nakažemo smeri. Ugotovili so, da približno 8% raziskovalcev je v dobi ankete uporabljalo že umetno inteligenco, in vidimo, da računalniške znanosti zelo močno odstopajo po tej uporabi, 3-krat več od povprečja. In nekako, kot gremo po znanstvenih vedah, če se od računalništva bližamo človeku, ali pa bi rekli od znanosti, od računalništva do humanistike, je ta odstotek rabe vedno manjši, ampak kljub vsemu tudi na področju humanistike se ta delež seveda povečuje. In kot je prav z istim grafom že Mimi nakazala, je tudi v humanistiki uporaba umetne inteligence pomembna. Zanimivo, tretjina raziskovalcev uporablja UI za pisanje projektnih idej, se pravi ravno za tisto, kjer pravzaprav ne bi pričakovali uporabo umetne inteligence, ker ni inteligentna je, se pravi veliko ve, ni pa ustvarjalna oziroma pametna. Četrtina približno uporablja za pisanje člankov in raziskovanje, pregled literature, se pravi obdelavo velikih količin podatkov. Petina si olajša pripravo e-pošte, izdelavo prosojnic, sedmina približno pa si pomaga pri pisanju projektnih prijav in tudi pri generiranju slik. Zdaj pa, če si pogledamo malo podrobneje, pa bi se osredotočil na ta rdeči del grafikonov, se pravi predvsem izzive, na katere smo potem skušali v priporočilih odgovarjati, se pravi negativni učinki umetne inteligence v znanosti, kaj lahko pričakujemo, da prihaja lahko do zanašanja
na prepoznavanje vzorcev brez razumevanja. Se pravi, po eni strani ne vemo, katere podatke je uporabila umetna inteligenca, po drugi strani gre pa za črno škatlo, black box, in ne vemo, na kakšen način so bili ti podatki preurejeni, da smo mi potem dobili rezultate. Pomembno z vidika znanosti je, da vsakokratni rezultat, ki ga dobimo, je neponovljiv. Se pravi, ti sistemi nam ne omogočajo ponovljivosti raziskav, se pravi, ne moremo delati, bi rekel, ankete v ChatGPT-ju, ker vsakokrat nastopa kot druga v narekovajih oseba. Ker tudi ne vemo, na kaj se ti sistemi nanašajo, na katere podatke, so lahko rezultati pristranski, o čemer smo lahko brali v zvezi z verskimi, religioznimi temami in lahko prispeva k povečevanju neenakosti. Nezanemarljivo ali pa tudi ne nazadnje, pa uporaba teh sistemov, podobno kot produkcija bitcoinov, uporablja veliko količino energije in tudi s tem, bi rekel, glede na ta dejavnik, človek še vedno premaga umetno inteligenco, ker za svojo dejavnost porabi manj energije. Če se osredotočimo prav na generativne modele, se pravi kot je ChatGPT, je zelo velika nevarnost širjenja napačnih informacij, se pravi odvisno od tega, kaj mu mi na katerih podatkih je treniral. Pogoste so napake, ki jih lahko niti ne zaznamo, če se na področje ne spoznamo. Olajša plagiatorstvo, v narekovajih olajša, in oteži njegovo zaznavo. Povedano je že bilo, da kontrola tega omogoča kvečjemu identifikacijo 3/4 plagiatov. Omogoča prirejanje ali ponarejanje raziskav, se pravi, vnesemo besedilo, prilagodi besedilo na ta način in ga prodamo kot svoje. Vnaša pristranskosti v iskanje literature, sistemi nimajo dostopa do vse literature, nekateri deli so pač zaklenjeni in pač odvisno od, v bistvu je zelo odvisen od odprte znanosti, ki je pa tudi dejstvo, ki je šele na poti, se pravi, nismo še tam. Fakultete imajo velike probleme z ocenjevanjem študentskega dela, se pravi, gre vse v smer bolj osebnega pristopa oziroma spraševanj, ne pa toliko pisnih izdelkov, seminarjev. In zaradi prej omenjene velike porabe energije ima ta nova veja, če tako rečemo, velik ogljični odtis. Torej, glavne izzive, ki so povezani z umetno inteligenco, v uporabo umetne inteligence v znanosti, so pravzaprav posledica pomanjkanja spretnosti, izobraževanja na tega področju, se pravi poznavanja in financiranja, in te pomanjkljivosti bolj zaznavajo tisti, ki umetno inteligenco uporabljajo. Se pravi, je očitna razlika med tistimi, ki področje uporabljajo in tistimi, ki ga ne, in z tega izvirajo tudi nekateri strahovi, ki so morda pretirani, čeprav, kot rečeno, ne vemo, v katero smer bo to šlo. Nekako razmislek na ZRC SZO je bil, da se zavedamo pomena umetne inteligence za prihodnje znanstveno raziskovalno delo. Tako je direktor 15. septembra letos imenoval delovno skupino, ki smo jo sestavljali Barbara Štrbinc-Svetina, Katarina Mohar, Simona Kralj-Fišer in jaz. In pripravili smo priporočila, s čimer smo se postavili ob bok sorodnim ustanovam doma in po svetu. Mogoče oziroma anekdotično, če povem, priprava priporočil je bila kar zahtevna, pravzaprav, ker smo se vse skozi zavedali, da vsak dan se srečamo z nečim novim, se pravi priporočila ali pravila, ne morejo zaobseči vsega, kar se dogaja, in v nekem trenutku pravzaprav smo se vprašali sploh o smiselnosti tega početja, ampak potem vendarle, bi rekel, izpolnili direktorjevo voljo. Rezultat pa je, da smo morali seči širše, se pravi zajeti neke teme, ki jih umetna inteligenca se dotika,
in smo pač odgovorili na te izzive. Če samo na kratko pogledamo nekaj primerov, recimo znanih univerz. Na univerzah se predvsem ukvarjajo s tem, kako doseči, da bo delo študentov res delo ugotovljeno in potrjeno tudi kot delo študentov. Se pravi, večinoma grejo pravila v to smer, tako kot recimo v primeru Stanforda, zahtevajo, da študenti navedajo vedno, da so uporabljali umetno inteligenco, zakaj so to uporabljali, in vsakršna uporaba umetne inteligence se šteje kot pomoč druge osebe, in to je nekako, se mi zdi, zanimiv poudarek. In svobodo imajo profesorji, da določijo lastna pravila, kako s tem postopajo. Podobno v Oxfordu, kjer šteje, se pravi, nenapovedana, nenapisana, oziroma če študentje ne povedo, da so neko delo pripravili s pomočjo umetne inteligence, to šteje za serious disciplinary offense, se pravi, lahko zapustite fakulteto. Poudarjajo pa, da gre za orodje, ki je uporabno tako za učenje kot za študij. Ugotavljajo, da je prezgodaj pravzaprav, da bi ocenili v celoti, kaj vse to pomeni. Je pa dejstvo, da je že pred pojavom ChatGPT recimo približno petina študentov neke avstrijske univerze priznala plagiatorstvo, se pravi, tukaj je nekako strah univerz, da bo največji učinek. Tudi Cambridge poudarja, da morajo študentje biti avtorji svojega dela, se pravi, avtorstvo umetne inteligence ChatGPT ne šteje kot avtorstvo, treba ga je navesti. Če ga ne navedemo oziroma samo povzamemo neke rezultate, šteje to za kršitev. Univerza v Ljubljani je pripravila priporočila, kjer je nekako zaznala koristi teh sistemov, nevarnosti in pasti in poudarja odgovorno rabo. Po eni strani se pravi, ta priporočila so namenjena tako študentom kot učiteljem, za oboje velja, da gre za orodje, poudarjajo, da rezultati niso vedno pravilni ali znanstveno pravilni in je treba preverjati njihovo resničnost, za kar je pač odgovoren avtor oziroma uporabnik. Kot neustrezno, predvsem za študente, pa štejejo neposredno kopiranje vsebin, neupoštevanje prepovedi učitelja, ki ima pač to možnost, in pa probleme pri pisnih izpitih, zlasti, če se izvajajo na daljavo. Izzivi, zanimivo, so pa povezani z intelektualno lastnino, se pravi, poudarjajo odgovornost pri nalaganju podatkov ali vsebin v sisteme, ker ne vemo, kaj se bo z njimi zgodilo, je problem nalaganja tako osebnih podatkov, kot tudi nekih izvirnih znanstvenih del, kar recimo velja za uredniško delo. Se pravi, mi dobimo članek, revija obljublja anonimnost postopka na vseh ravneh, in zdaj, če mi ta članek naložimo ChatGPT, pa prosimo, skrajšaj, oceni, preglej, karkoli, smo pravzaprav prekršili nekako to načelo. Univerza na Primorskem je šla stopnjo niže, če tako rečemo, sprejela je stališča, kjer so opredelili pojme in nekako etično, z etičnega vidika pristopili do te teme. Je pa zanimivo, da so poleg učiteljev in študentov nagovarjajo, pravzaprav edini, kar sem uspel pregledati, tudi strokovne službe, se pravi, imajo četrto načelo vključenosti in dejansko so ga tudi v praksi eni od redkih izvedli. Poudarjajo pa odgovornost, kar je predvsem z vidika avtorstva, umetna inteligenca ne more biti avtor. Transparentnost, nujna je navedba virov oziroma uporabe teh sistemov. Kompetentnost, se pravi, vemo kaj počnemo, ko to uporabljamo, in poudarjajo pomen dobrih praks. In pa vključenost, tako z vidika, kot rečeno, vključenosti različnih skupin in tudi dejstva, da že v podatkih, ki jih ChatGPT uporablja, niso zastopane vse skupine ljudi. Se pravi, če rečemo obrobne različne
tudi različne jezikovne skupine in tako dalje. Se pravi, moramo se pri uporabi tega zavedati. Tudi na ZRC SAZU smo pripravili 5 načel. Prvo poudarja odgovornost avtorja oziroma uporabnika teh sistemov. Celo več, rekli smo, da so odgovorni izključno avtorji, se pravi, ne zanašajmo se na vsebino, ampak jih preverjamo. V ozadju pa imamo en primer enega članka, ki je bil najprej v MedArchive objavljen in to je zgoraj levo, med avtorji je bil naveden tudi ChatGPT v recenzirani objavljeni različici, ki je prikazana desno spodaj, pa ChatGPT ni več med avtorji, se pravi, v recenzentskem postopku je bilo ugotovljeno, da ChatGPT ne more biti avtor. Imamo en primer. In tudi revija Science, vidimo, ugotavlja, da ChatGPT je mogoče zabava, ni pa avtor. In nekako etični kodeksi revij pravzaprav že od časov iz predumetno inteligenčnih časov pravijo, da mora biti znanstveni članek izviren, se pravi, izvirno pomeni, da je moje delo, ne pa delo nekoga drugega. Druga točka, zavedati se moramo, kaj pomeni uporaba umetne inteligence in izbrati sistem ali model, ki ga potrebujemo, ki nam pomaga, ki naj bo zanesljiv, verodostojen. Predvsem pa je pomembno, da se zavedamo, kako deluje, kaj je v ozadju, nekako to, kar smo poslušali v današnjem prvem predavanju Mimi, kajti velika je nevarnost pristranskosti zaradi podatkov, ki so omejeni lahko vsebinsko. Zavedati se moramo vprašanja avtorskih pravic, kar je bilo prikazano v primeru slik danes, in tudi že omenjeno varstvo osebnih podatkov. Poudarili smo transparentnost uporabe, se pravi, nekako zagovarjamo, da se morebitno uporabo navede v razdelku o metodologiji, ne pa navedbe v seznamu literature, ker bi to impliciralo, da je umetna inteligenca zaznana kot avtor. Se pravi, šli smo korak nazaj. Zlasti pa se moramo zavedati, da ti modeli delujejo na principu predikcije in jih pač rezultatov ni mogoče ponoviti, se pravi, nekako ne moremo zagotoviti ponovljivost raziskave, če bi bila umetna inteligenca uporabljena kot neka osnovna metoda. Torej, nujna je visoka mera previdnosti, kritična presoja vseh rezultatov, ki jih dobimo. Preveriti moramo že iz začetka časov, ko smo brali v Danovi kolumni v Delu. Skratka se je izkazalo, kako umetna inteligenca halucinira oziroma si izmišljuje pravzaprav reference tudi. Nujno je preverjanje in skratka presoja rezultatov, ki niso nujno pravilni ali točni. Dodali pa smo še 5. točko, ki nekako nagovarja založbo ZRC oziroma uredništva v naši hiši, kajti zaznali smo, da bo delo uredništev in predvsem recenzentov drugačno kot do sedaj, ne vemo še, kako bo to vplivalo, ampak gotovo bo težja presoja avtorstva in pravilnosti podatkov v člankih. In založbi ZRC smo predlagali, naj v pravila doda klauzulo, da mora biti znanstveno delo napisano skladno z zgornjimi priporočili oziroma poudarjamo izvirnost in tudi druge založniške hiše so nekako že šle v to smer, se pravi, recimo navajajo kot v Elsevierjevem primeru, da uporaba AI tehnologij ni dovoljena. In če nekako sklenemo, večina slovenskih, se pravi Univerza na Primorskem, Univerza v Ljubljani in naša hiša, ki smo prišli do nekih pravil na to temo, poudarjamo odgovornost, transparentnost, razmislek o uporabi sistemov, se pravi kompetentnost, kritično presojo rezultatov in pa preglednost ter vključenost. In če sklenem, UI lahko zelo olajša naše delo, vendar jo moramo uporabljati odgovorno in samokritično.
delovna skupina podpira uporabo seveda UI pri našem delu, zavzema pa se za transparentnost in etično uporabo. Tukaj se navezujemo na etični kodeks, ki smo ga pred kratkim sprejeli. In pravzaprav vse to pomeni, da bodo vrednote, ki naj bi bile temelj našega dela, kot so transparentnost, iskrenost, preglednost, odprtost, strogost, odgovornost in objektivnost, odslej še pomembnejše. Če nekako naredimo še presek najpomembnejših tem v zvezi z umetno inteligenco, pa so navedene odgovornost, transparentnost, kritična presoja in kompetentnost, kar pa so pravzaprav odlike ali pa bi morale biti raziskovalcev nasploh. Se pravi, nekako naš nagovor je, naše delovne skupine uporabljajmo umetno inteligenco kot orodje in to tako, kot je prav. Hvala lepa. Hvala lepa za to izjemno zanimivo predavanje. Kako vprašanje? Ja? Veš kaj, Blaž, zdi se mi, da bi bilo treba mogoče v teh priporočilih ločati med generativnimi modeli in umetno inteligenco, ker mi Instatext, Grammarly uporabljamo že dolg časa in tega ne boš ti v zahvali pa napisal oziroma med metodo, da si besedilo pregledal z Grammarlyjem ali pa z Instatextom. Mogoče bi se res bolj, da bi še to distinkcijo v priporočilih, ker generativni modeli so pretresali svet. Saj tisti druge orodja umetne inteligence so z nami zdaj že nekatera zelo, zelo dolgo časa. In se v njih nismo spraševali in jih nismo problematizirali, Instatext ali pa Grammarlyja. Ja, kot tudi nismo problematizirali tega, da je naše delo potem še popravil lektor. Se pravi, če je nek poseg na tej ravni, je drugače, kot če gre za polustvarjene ali dodatno ustvarjene vsebin. Ja, tako. Naš glavni poudarek je bil na generativnih modelih, nismo pa tega izrecno poudarjali. Ja. Hvala. Kaj pa to, če lahko še vprašam, da smo raziskovalci zdaj, kar smo prej klepetali med odmorom za kavo, končno postali konkurenčni tem, ki jim je recimo angleščina materni jezik in katerim do zdaj nismo mogli konkurirati. Kar je Mini prej rekla, ker pišemo prepočasi, ker pišemo, tudi ne moreš predavati, razmišljati tako hitro v tujem jeziku, kot misliš že svojem. Kaj pa to, če je zdaj to neka prednost za nas, da končno postanemo konkurenčni tistim institucijam iz recimo Združenega kraljestva, Združenih držav Amerike in drugih, ki objavljajo največ, in katerih objave so najbolj odmevne. Pa če nam je umetna inteligenca dala to možnost, da smo končno izrazili svojo inteligentnost v tujem jeziku. Ja, to je dejstvo, da so že raziskave ugotavljale, da so jezikovni svetovi med seboj zelo zaprti in gotovo nekako umetna inteligenca ustvarja pravzaprav ne Babilon, ampak neko okolje, kjer se bomo vsi razumeli. Delujem tudi kot urednik znanstvene revije in v zadnjem času, zadnjega pol leta, odkar imamo ta orodja, opažam, da članki iz držav, kjer prej niso lepo govorili ali pisali angleško, če tako rečem, so zdaj lepše opremljeni in prihajajo v lepšem jeziku, verjetno tudi zaradi uporabe teh sistemov. Tako da, ja, nekako verjetno bo prispevala k večji enakosti, vprašanje pa je, kaj se bo pravzaprav dogajalo v ozadju oziroma v odzivu ali financerjev ali uredništev, kajti večja enakost bo pomenila tudi večje število nekih prispevkov, člankov in gotovo bo prišlo tudi do odziva na drugi strani, če tako rečem. Ali pa po drugi strani, tudi to, kar je prej rekel Aleš Smrekar, da v bistvu nastajajo tako dobro napisani članki, da jih sploh raziskovalci več ne razumemo, tisti, ki nismo spet domači v angleškem jeziku. Kaj pa ta problem, da se moramo že znanstvene članke, ki so jih drugi napisani, ki znajo približno toliko angleško kot mi, prevajati s pomočjo ChatGPT-ja in jih dati na neko nam primernejšo stvar.
Ja, to gotovo olajša, kot tudi umetna inteligenca bo gotovo olajšala tudi prevajanje med različnimi vedami. Opažam kot znanstvenik, recimo v delovanju z državnimi ustanovami, govorimo slovensko, ampak govorimo različne jezike. Se pravi, mogoče nam bo umetna inteligenca tudi pomagala v tem smislu, prevedi moje znanstveno besedilo v bolj upravno, da ga bo razumel nekdo drug. Sprav gotovo koristno orodje v tem smislu. Jaz imam pa v bistvu en odgovor Mimi mogoče, ne? Ker sem bila tudi del te skupine, ki je pripravljala te smernice, priporočila, karkoli. V bistvu en glavni izziv je bil, kako napisati priporočila za uporabo umetne inteligence. Jaz mislim, da se to ne da. Ne? In tudi potem, ko smo šli gledati, kaj so drugi pisali, smo opazili, da so se večinoma, ne samo, da so se osredotočali samo na generativne modele, ampak skoraj izključno na ChatGPT, skoraj samo o tem se govori povsod. Zaradi tega smo tudi mi poskušali potem ta priporočila na nek način napisati toliko hlapno, da so lahko veljavna tudi za drugo. In ena izmed pomembnih postavk je tista, ki jo tudi prej smo videli, je ta, da podpiramo uporabo umetne inteligence do te mere, da je avtorstvo jasno, pač še zmeri od avtorja, ne, torej od fizične osebe, in da mora biti transparentna, ampak v primeru, torej, da je treba navesti uporabo umetne inteligence v primeru, ko je ta pomembno prispevala k končnemu rezultatu, ne? Kar pomeni, da Instatext, ne vem, autocorrect in tako naprej, ne, tukaj odpadajo. Tako da smo v bistvu na ta način nekako zastavili to. Tako da jaz mislim, da v bistvu to je zajeto. No. Je pa res, da je pač zelo tako nehvaležno delo je bilo to, no. Da smo ga poskušali nekako čim boljš opraviti. Ne. En pomislek je bil tudi ta, to sploh potrebujemo, zaradi tega, ker je večina teh stvari, ki je tukaj napisana, že tako implicirana v etičnem kodeksu. Ne. To ni v bistvu ni nič drugega, samo na posameznih primerih to pojasnjujemo. Ne. Tako da, samo toliko. Nekako smo morali v generativno smer, ne, se pravi splošna načela. Še eno vprašanje imam čisto tehnično. Zanima me, ali ZRC razmišlja o kakšnem naročnini za to plačljivo različico ChatGPT 4 za raziskovalce, ali ne vem, mislim, je kdo že to poskusil sam. Aha, in je pol ta odgovor podal nezadovoljiv. Okay. Glede na način financiranja je to del programov, ne bi rekel, ki se lahko odločijo. Ja, zaenkrat imamo dve, sem preverila v računovodstvu, dve plačljivi različici. Ja, verjetno bomo pa zdaj v bližnji prihodnosti zbrali naročila, pa šli v nek skupno naročilo. Ja, da se nam ja, ne, Zoom je plačanje skupnih sredstev, ampak tukaj je pa teh orodij je veliko in zelo različne potrebe imamo. Zato verjetno bo neka koordinirana akcija, da se na vsakdo z naročilnico hecov in tako naprej. Ja. Ker je pri nakupu teh orodij že težko sploh videti, kaj plačuješ in kako dobiš računa. Ne. Ja, jaz mislim, da je najprej, če poznam tudi tisto Moniko, pa potem Jenny, pa Perplexity in tako naprej, se pravi, da teh programov je kar nekaj, ampak tisto, kar se mi zdi, da je pomembno za nas, je verjetno recimo nek sajt ali pa bi rekel temu ti programi, ki dejansko preverjajo kvaliteto informacij, ki so noter in ki preverjajo tudi reference. In to so vsaj 3-4 programi taki, ki jih za tiste bi bilo smiselno imeti dejansko naročnino. Ne, tako da in za uredništvo, če hočete, in za samega avtorja, da ima potem preverjeno referenco. Ja, tukaj, tam v tistem webinarju je kar dosti predstavitev ravno teh programov, ki iščejo reference, ker tukaj rabimo vsi največ pomoči, ker je to neobvladljivo morje. Tako da vam svetujem, da si pogledate. In spet bom rekla, ljudje imamo zelo različne potrebe in pričakovanja. Skratka, tisti, ki sem ga jaz enkrat omenila kot antipod Googlovemu učenjaku, iScholar.si, dela fantastične stvari, res zelo napredne, a ne, povezuje.
članke, ga vprašaš, ti najde odgovor na tvoje vprašanje. Ampak če še niste še nikoli poskusili teh programov za iskanje konsensus, saj je bil tudi na mojem, tam ga vprašaš, ne vem, ali sem jaz danes srečen, to je banalno vprašanje, ampak ti bo naštel 20 člankov, ki odgovorijo na to vprašanje in to je prosto dostopno. Skratka, tega je zelo veliko, poglejte si res tisti webinar, pa da vidite, kaj obstaja, kaj bi vam pri vašem delu najbolj koristilo. Hvala lepa. Res za izjemno zanimivo predavanje. Imamo še nekaj tehničnih zadreg, ki smo jih vmes že rešili očitno. Ampak preden nadaljujemo z znanostjo, še en umetniški intermezzo. ChatGPT sem ta čas prosil, ne napiše pesem o prihodnosti ZRC SAZU, kar verjetno vse zanima. In pesem gre takole, naslov je Svetloba znanja. V prihodnosti ZRC svetloba sije, raziskave, modrost, cilji rastejo. Tehnologija s tradicijo pleše, kulturna dediščina neskončno živi. Labirinti znanja, čas beži hitro, ZRC v besedah prihodnost piše. Tako da hvala ChatGPT-ju za tole varianto naše prihodnosti.